V mesecu decembru, v času prejemanja mnogih voščil, lepih želja in pozitivnih misli, potekajo praznična druženja. Tako je bilo tudi na tradicionalnem srečanju podjetnikov na Konjiškem z županom Miranom Gorinškom v torek 20. decembra v dopoldanskih urah. Osrednja tema druženja v Domu kulture v Slovenskih Konjicah je bila predstavitev monografije Združenja zgodovinskih mest Slovenije z naslovom Dragocenost starih mestnih jeder, skozi katero je prisotne popeljala sekretarka združenja Mateja Hafner-Dolenc. Kakšen projekt je pravzaprav bil nastajanje te knjige, kjer je predstavljenih skoraj 40 uspešnih in kvalitetno prenovljenih stanovanj, poslovnih prostorov ter javnih in mestnih površin? Verjetno zelo zahteven. Zahteven. V kratkem času je nastala ta izredna knjiga Poklon mestom. Jaz rada rečem predvsem meščanom. Meščanom, ki zagotavljajo življenje v naših mestih. Brez meščanov bi bila naša mesta, ki so se v zadnjih teh 15 letih obnovila, prenovila, zasijala. Nenazadnje, danes smo v Slovenskih Konjicah, ki so krasen primer lepo obnovljenega mestnega središča. Ampak te stavbe bi bile brez meščanov lepe prazne lupine. Knjiga je tudi poklon podjetnikom, ki vztrajajo, ne v najbolj prijaznih razmerah vedno, ampak vztrajajo v mestnih središčih in ohranjajo to poslovno življenje, za katerega moramo ugotoviti, da se v zadnjem času vseeno krepi. Tudi primeri Slovenskih Konjic v tej knjigi nam kažejo 3 krasne objekte, ki so namenjeni poslovni dejavnosti. Seveda pa brez podpore in sodelovanja občin, županov, vseh 15 mest, ki se trudijo in po svojih najboljših močeh spodbujajo oživljanje mest, seveda ne bi šlo. Tako da smo veseli, da je nastala ta knjiga, s katero smo hoteli pokazati, in jaz upam, da nam je uspelo, da mesta živijo. Da mesta živijo življenje, da so polna življenja in vabijo še ostale, da se pridružijo temu življenju in da jim pomagamo živeti. Avtorica je profesor dr. Živa Dev, izredno se je potrudila. Velik je tukaj njen res osebni prispevek, kajti knjiga je nastala v dobre pol leta. Povabili smo jo, danes bi bila z nami, žal je nesreča se pripetila in je obležala, tako da, ampak sem prepričana, da ob drugi priložnosti pride v Slovenske Konjice in še ona pove svoje vtise ob nastajanju te knjige. Na kratko, veseli smo, ponosni smo, da smo s knjigo pokazali, da je knjiga nastala in da smo pokazali, da naša mesta res živijo. Z glasbeno-pevskimi točkami so dogajanje popestrili iz Glasbene šole Slovenske Konjice. Gostitelj je v nagovoru zbranim pripravil pregled iztekajočega se leta, ki so ga najbolj zaznamovali 870 let prve pisne omembe Konjic, 10. priznanje za najlepše urejeno mesto v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna in sprejetje občinskega prostorskega načrta. Včasih se je potrebno tudi sam malo pohvaliti, če nas drugi ne pohvalijo, in so nas pohvalili, ko so nam dali priznanje 10. priznanje najlepšega slovenskega mesta, najlepše urejenega slovenskega mesta, seveda v svoji kategoriji, da ne bi bili tako kot Ljubljani, ki so absolutni prvaki. Mi smo samo v svoji kategoriji najlepše slovensko mesto, za kar bi v prvi vrsti zahvala vsem ljudem, ki tukaj živimo, ki znamo ceniti svojo kulturno dediščino, jo nadgrajevati in lepo urediti. In če se še malo ozrem na
jesensko dogajanje. Mi smo v jesenskem času uspeli s pričetkom tiste dolgo želene gradnje novega vrtca oziroma prizidka k vrtcu na Prevratu. Ne rad uporabljam izraz prizidek, kajti tisti, ki se vozite mimo, vidite, da je v bistvu tukaj konkretna zadeva, ni takšen majhen prizidek. In da takoj po novem letu pričnemo z rušenjem vrtca v Ločah, kjer bo od februarja naprej se že pričela gradnja novega objekta, tako da v naslednjem letu v današnjih časih si privoščiti v razmaku 4 mesecev dve otvoritvi novih vrtcev tudi ni kar tako. Seveda brez vas podjetnikov in pa vseh ljudi, ki prispevajo v občinski proračun, to ne bi bilo možno. Pa še kakšna iznajdljivost strani občinske uprave je potrebna, da pridobimo sredstva in pa jasno, da se bomo tudi za nekaj let zadolžili, da bomo to lahko vse skupaj speljali. Tako pač je, tako kot vsak v svojem življenju, tako kot vi kot podjetniki, tudi lokalna skupnost mora nekako načrtovati dogajanje, tako da prideš do tistega želenega cilja. In jaz vam želim, da v prihodnjem letu čim večkrat pridete do tistega cilja, ki ste si ga zadali, tako v osebnem življenju, kot v poslovnem življenju, ker smo pred Božičem, pa naj vam ta sveti večer, ta božična luč prinese svetlobo in pa toplino v vaše domove, v vaša srca. V novem letu pa, če želite vse te cilje uresničiti, obilo zdravja, poguma in pa dobre volje. In pa hvala za današnji obisk. Srečanje je župan sklenil z nasvetom. Ne pozabite nase, imejte se radi, hitite počasi in ljubite življenje. Praznujte. Po uradnem delu je sledilo druženje v sproščenem vzdušju in voščila za srečo v letu, ki prihaja.